Oj, sva Davor in Andraž iz The Sweet Tech TV in danes smo vas za vas oceno čist novega Samsung Galaxy S22. Gre za najmanjšo verzijo od vseh 3 letošnjih Galaxyjev, ki nam je za oceno priskrbel Samsung Slovenija, ki se mu iz srca zahvaljujeva za pomoč pri nastanku tega videa. Drugače pa velja večina stvari od teh, ki jih bova povedala tudi za S22+. Kljub temu hoča biti čist odkrita z vami. Vsa mnenja v tem videu so zgolj in izključno najina in to, da nam je Samsung posodil telefon, ni vplivalo na najino mnenje v napravi. K sreči je telefon tako dober, da nekih kritik itak nimava, vsem pa ni popoln, ker bova tudi omenila v samem videu. Veste, kaj je bilo pa res popolno? Da se naročite na tale najin YouTube kanal in naj spremljate na teh spodnjih socialnih omrežjih, sploh TikToku, kjer bova za vas nekako probala bolj redno deliti zanimive nasvete in novice iz sveta mobilne telefonije, ker je zadnji teden večinoma sicer imel Andraž S22, ker imam jaz pač Ultra, on kar začne z oceno. Andraž, kakšna je bila S22? I know you put a lot of work into this. I understand that. Iskreno, že dolg cajta se nisem toliko zabavil s nekim telefonom, kakor pa pri temu. S22 je res en majhen, lušten telefon, ki v primerjavi s svojim velikim bratom S22 Ultra ta prav pritlikavc. Se ima diagonalo zaslona samo 6,1 inča, uradno pa tehta 168 gramov. To pomeni, da ga kamot uporabljate sam z eno roko in da lahko brez težav dosežete katerkoli del ekrana. Tukaj bi sam to izpostavila, da ker sva lastnika sama večjih telefonov, sva se morala najprej navaditi sploh te velikosti, ker nama je preveč ozek in majhen, ga je bilo včasih tudi malo težko handlati in je bilo od začetka malo pač nekih nenamernih dotikov pri kraj, ampak to ni kritika S22, kakor pa pač sam najin problem, ker so navajena res glomaznih telefonov. Mislim, sam pogledajte si mojo S22 Ultra ali pa iPhone 13 Pro Max in vam bo jasno, o čem govoriva. Kakor sva že rekla, ko sva bila na predstavitvi S22 linije v Zagrebu, bo to siguren telefon za vse tiste, ki imate radi majhne, kompaktne telefone, ker gre kamot vsak žep, tako da sploh ne boste vedeli, da ga nosite s sabo. Je pa res, da po najinem mnenju vsaj za večino bolj upoštev pride njegov srednji brat S22+, ki je glih prav velik in ima tudi večjo baterijo. Če se pa vrneva nazaj na sam dizajn. Določeni ljudje pravijo, da je Samsung letos recikliral dizajn iz lanskega leta. To maybe drži samo, če pogledate model za objektive na zadnji strani. Ampak tega sigurno ne moremo reči za njegov aluminijast okvir, ki je veliko bolj podoben novejšim iPhonom kot pa lanskim S21-kam. Celoten telefon je namreč veliko bolj oglat, kot je bil lansko let, ampak še zmeraj ne toliko radikalno, kot so bili robovi na iPhonih, ki so čist ravni. To je dobro, ker se vam telefon še vseeno ne bo toliko zažrl dlan, hkrati pa ima nov, svež dizajn. Res je. Zdaj, če sva brutalno iskrena, ta dizajn nama je celo lepši od S22 Ultra, pa čeprav je ta načeloma dražja in bolj premijska kot obična S22-ka. Sploh, če vam ga rata kupiti v zeleni barvi, ste zmagali, ker je res lepa. Lep dizajn S22 zaključujejo tudi enakomerni robovi zaslona na vseh 4 straneh, ki telefonu dajo simetrijo, tako da se je letos poslovila še tista minimalna brada zaslona, ki še zmeri trmasto vztrajala na telefonih vsa ta leta. Ko smo že pri zaslonu, ta je itak valjda vrhunski, ker ga dela Samsung, je dinamičen AMOLED, ki doseže 120 Hz osveževanje in 1300 nitov svetlosti, tako da ga lahko brez problema gledate tudi na prostem, tudi če vam na polno sonce sveti direkt noter. Zaslon proizvaja res lepe barve z lepim dinamičnim razponom in gledati vsebino na tem zaslonu je velik užitek. Sploh, če imate barve nastavljene na način živo. Kar se zaslona tiče, pa še zgolj informativno. S22 lahko osvežuje zaslon med 48 in 120 Hz, kar pomeni, da nima zaslona LTP od druge generacije, ki lahko spusti osveževanje celo do 1 Hz. Ampak baje, da lahko še zmeri spusti osveževanje vsaj do 24 Hz, čeprav je bilo nekaj debate okoli tega v zadnjem mesecu. Kakorkoli, to so že tehnične stvari, kar vi rabite videti to, da je zaslon izjemen in da boste božga težko najdel, razen pri S22 Ultra. Celotno stvar pa poganja 4-nanometrski Exynos 2200, ki ga dobimo kupci na evropskem trgu in ki je pred uradno najavo sprožil kar nekaj debate. Saj do par dni pred izidom te linije nismo vedeli, kateri trgi bodo dobili Exynose, če sploh kateri. No, na koncu smo pa vseeno v Evropi dobili Exynose, ki je pač v redu čip.
Ne gre za čip, ki bi revolucionarno spremenil trg, je bil pa čist sposoben opraviti vse zastavljene naloge, ki so mu jih zadala. Telefon je tako brez problema odpiral aplikacije, multitaskal, imel odprtih več appov naenkrat v ozadju, snimal visoko kakovostne videe in fotke, tako da kar se tega tiče, ni bilo nobenih težav z najne strani, tudi telefon se ni pregreval, razen če sem res probala snimati videe v visoki resoluciji in pri visokih frame ratih, kar pa je že skoraj stalnica pri Samsungih. Res je sicer, da se nam je na začetku, ko sva ga dobila v roke, kdaj zgodilo, da se je kakšna stvar malo zamrznila ali pa ni naložila, recimo kakor Google Discover Fit čist na levi, ampak to bolj pripisujejo temu, da se je telefon še postavljal na noge, kakor pa da čip ne bi bil sposoben tega handlati, tako da se je pa zelo hitro zrihtalo in tudi ni bilo nobenih zatikanj več kasneje. Za tekoče delovanje gre velike zasluge pripisati tudi Samsungovemu vmesniku One UI 4.1, ki je naložen čez Android 12. Tukaj je Samsungu treba dati kapo dol. Folk se je pritoževal, da počasi posodabljajo programsko opremo in da jo podpirajo samo par let. In Samsung jim je odgovoril tako, da je dal na trg One UI, ki ga bo podjetje na S22, ki posodabljajo kar 4 leta. Najbolj. Tako kot tudi na S21 in lanski Z liniji baje, kar je več kot večina androidnih telefonov. A ja pa po mnenjem mnenju so še daleč najboljše od vseh skinov implementiral nov Android 12 z Material U dizajnom. Z One UI 4.1 lahko iz svojega telefona dobite, kar hočete. Želite imeti stransko vrstico z najbolj uporabnimi appi? Jo dobite. Hočete čisto po svoje urediti Always on Display? Valjda, izvolite. Manj to ni dosti in bi radi še bolj uredili svojega Galaxyja. Zloadite oziroma saj zloadajte si prek VPN aplikacijo GoodLock in lahko spreminjate predal z aplikacijami, kako izgleda zaslon z odprtimi aplikacijami, lahko spremenite ikone aplikacij in še bi lahko naštevala. Kar veliko od tega je pa tudi Andraž naredil. Znam. Ker hočem povedati to, da vam S22 da izbiro in zato misliva, da One UI res najboljše od vseh skinov uteleša idejo Androida, da ga lahko priredite čisto po svojih željah. No, ok, dost od sprednjega dela, pojmo na hrbet, kjer se S22 res ne razlikuje veliko od S21. Razen tega, da ima hrbtišče letos iz stekla Gorilla Glass Victus Plus, za razliko od lanskega leta, ko je bil hrbet iz plastike. Mimogrede, tudi sprednji del je iz Gorilla Glass Victus Plus. Samsung pač ni šel spreminjati preverjene taktike iz prejšnjega leta z izgledom modula za objektive, kar ni slabo. Konec koncev je ravno ta modul dal S-seriji njihovo značilno pojavo, ki je izstopala od drugih telefonov na trgu. Modul sicer hrani 50 megapikslov velik glavni objektiv, 10 megapikslov velik telefoto objektiv in 12 megapikslov velik ultraširokokotni objektiv. In kakšne so kamere? Čisto kratko povedano, zelo dobre. Vsi trije objektivi so solidni, Samsung je naredil dobro ravnotežje med tem, da so fotke ostre, ampak ne pretirano sprocesirane in nasičene. Valjda, niso na nivoju fotk, ki jih proizvede večji brat S22 Ultra, kjer še zmeraj najdemo več podrobnosti, sploh v bolj temnih pogojih, ampak po črto so res kakovostne in primerne za objavo na družbenih omrežjih. In to tudi pri 30-kratnem zoomu. Ko pa smo že pri družbenih omrežjih, Samsung je letos sodeloval z Snapchatom, Instagramom in TikTokom, tako da lahko tudi na teh omrežjih končno uporabljate funkcije, kot so Night Mode, širokokotni in telefoto objektiv, portretni video, autofokus med snemanjem videa in digitalna stabilizacija slike. Lepo je videti, da so androidni telefoni končno začeli manjšati distanco do iPhonov, ko pride do kakovosti objavljanja slik in video na družbenih omrežjih, o čemer smo že govorili tudi mi dva jeseni. Drži. In zdaj pridemo do stvari, v kateri smo se vsi potiho sprašvali. A ima S22 dobro baterijo, glede na to, da se je letos zmanjšala na 3700 mAh iz lanskoletnih 4000 mAh, sploh če upoštevamo, da ima telefon osveževanje 120 Hz in da ima najnovejši čip. Dobra novica je ta, da vas lahko pomiriva. S22 ima dobro baterijo. Ne sicer izjemne, ampak ima dobro. To v prevodu pomeni, da vam bo ob neki normalni uporabi, ki ne vključuje celodnevnega snemanja videov in večurnega gledanja oziroma scrollanja po TikToku ali pa gledanja Netflixa, da bi mu mogla zdržati do konca dneva čist brez problema in mogoče še naslednji dan do jutra, preden jo bi rabili spet nafilati. Če pa boste delali obe prejšnji stvari, pa še kakšne druge, ki sva jih omenila, pa jo je čist mogoče izprazniti do konca dneva, tako da jo boste mogli dofilati s 25-vatnim hitrim polnilcem, ki ga boste mogli dokupiti posebej, če sem slučajno glih nevala kakšen doma. Ali pa povedan drugače.
S22 je, kar se baterije tiče, čisto v redu telefon za povprečnega uporabnika, ki čez dan bere novice, telefonira, piše SMS-e, bere maile, pogleda kakšen video. Zdaj, če ste pa težek vlogar in radi pogledate celo sezono svoje najljubše serije na Netflixu, brez da bi hotel enkrat nafilati telefon od 7 dni, pa vam raje priporočava S22+, ki ima 4500 mAh kurilko baterijo, pa še podpira hitrejše 45W hitro polnjenje, čeprav roko na srce je razlika med polnjenjem s 25 in 45W polnilcem pri S22+ in Ultri komaj opazna. S22 je torej na prvi pogled en majhen lušten telefon, ki pa vsebuje veliko. Ima certifikat odpornosti proti vodi in prahu IP68, ima super stereo zvočnike recimo, ki so dovolj glasni. In ima odličen ultrasoničen bralec prstnih odtisov, ki deluje hitro in brez težav, kot vidite. Telefon se brezžično polni in lahko brezžično polni druge naprave, podpira Wi-Fi 6 in ultra-wideband 5G v določenih državah, ki ga imajo. Razen ultrinega S-Pena in manjšega števila objektivov na zadnji strani ima torej praktično vse. V prosti prodaji pa boste zanj za 256 GB notranjega spomina in 8 GB RAM mogli odšteti 900 €. Ponavljava, da je Samsung torej naredil en lušten, majhen telefon, ki je siguren nadgradnja lanskega S21 v kar vseh pogledih in je res dober telefon. Da smo si na jasnem, ni popoln, baterija bi lahko bila večja in res upava, da jo bo naslednje leto Samsung zopet povečal vsaj nazaj na 4000 mAh. Poleg tega pa upava, da bo izboljšal tudi vibracijski motor. Ko smo namreč slišali od drugih youtuberjev, da ni tako močen, kot je bil lansko leto, čeprav je bil letos ugrajen na drugačnem mestu, bolj spodaj in na drug način, pa se sam malo bolj nasmehal, saj se nam ni zdel tako big deal. Ko pa smo uporabljali S22 Ultra in tole navadno S22, pa smo dejansko opazili, da so zgrešila marsikatero ključno sporočilo, ker vibracije telefona pač nismo zaznala v žepu in celo ne na mizi, pa tudi če je bil telefon direkt zraven naju. Ok, najprej sprobamo S22. Potem se pa več na Z Flipu 3. Je to razlog, da ne bi priporočila tega telefona? Valjda, da ne. Bodite samo pozorni. A pa misliva, da bi Samsung lahko to izboljšal? Valjda, ker je to vsem taka stvar, da vam čez cajt znajde že počasne živce, sploh če boste zgrešili kakšen pomemben klic. Je pa vsem vibracijski motor odličen, ko pride do tipkanja na tipkovnici, tam so vsi pritiski močni in natančni. In to je bila najna ocena za Samsung Galaxy S22. Še enkrat se zahvaljujeva Samsungu Slovenija, da nam je posodil napravo za recenzijo in da so jo povabili na dogodek v Mint Club & More, ki se je 22. februarja zgodil v Zagrebu. Video o njem bo pripet nekaj v opisu spodaj. Upam, da ste pa uživali tudi v tem videu in v napravi S22 in da so pomagala vam pri odločitvi o nakupu. Vidva sva bila s tem telefonom zelo zadovoljna, upava, da boste tudi vi z najnim videom zadovoljni in se že kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!